V Ljubljani se je pričela generalna skupščina Evropskega združenja splošnih in družinskih zdravnikov, ki bo trajala do jutri. Na njej sodeluje 42 predstavnikov zdravniških organizacij iz 19 držav, ki bodo izmenjali najboljše prakse ter izkušnje in poglede na razvoj družinske medicine, ki se po celotni Evropi sooča s podobnimi izzivi. Vesna Pekarović-Đakulin vidi rešitev v privabiti več mladih zdravnikov v družinsko medicino. Rešitve so pa različne. Jaz mislim, da ta glavna, ki jo vsi vidimo, je ta digitalizacija, digitalno zdravje, neka pomoč pri administrativnih rešitvah. Katera pa tista država, po kateri bi se za neke dotične rešitve najbolj zgledovali? Jaz moram priznati, da sem najbolj nekako mogoče navdušena nad Nizozemsko. Oni že leta intenzivno vlagajo v en ugled družinske medicine, že tako od vrtca naprej, z izjemno podporo medijev, z izjemno podporo politike. Tako da pri njih, ko vprašaš otroka, kaj bi bil, ne reče, rad bi bil zdravnik, ampak reče, rad bi bil družinski zdravnik. Tako močno imajo ta brand. Kakšen imajo oni sistem, imajo podoben javno zdravstveno sistem? Ja, zelo podobno. Tako da so v zdravstvenih skupnostih, zdravstvenih domovih ali posebej? Jaz mislim, da oboje, ampak čisto sigurna to nisem. To niti ni taka ta glavna stvar, o kateri se... To jaz mislim, samo v Sloveniji je ta neka razlika med koncesionarji, pa drugod ni to tako izpostavljeno kot nek problem. Je pa res, da ta nek pritisk politike, da reši situacijo, kakorkoli se že da, tudi včasih malo nasilja pa posod prisoten. V tem smislu, da bi tudi zdravniki, ki niso polno izobraženi, ki nimajo specializacije, da bi lahko vskočili na mesto družinskega zdravnika, kar je zagotovo slabo. A ste kaj gledali vzporednice, koliko imajo ljudje opredeljenih pacientov družinskih zdravnikov? To je tudi kar problem, imajo približno enake probleme zdaj, tudi številke so približno enake, ponekod bistveno več kot pri nas, ponekod pa tudi bistveno manj. Tako da je to velik problem, zanimivo, ne glede na to, koliko jih imajo, si ljudje nekako izborijo svoje mesto. Konkretno, o kakšnih številkah tukaj govorimo? Zdaj, poprečno, kolikor smo imeli poročilih, je vseeno okrog 2000, kolikor pri nas. Nekatere severne države imajo okrog 1000, recimo, kar je precej boljše kot pri nas. Kaj pa plače? Se o tem tudi pogovarjate, recimo, da zdravnik družinske medicine napram drugim zdravnikom oziroma drugim poklicem? Jaz mislim, da je tudi približno podobno, da razen mogoče na Nizozemskem, kjer so družinski zdravniki bistveno boljše plačani, tudi imajo zelo velik ugled. Ena taka zanimiva stvar je, morda tam imajo pogosto ene oddaje na televiziji, kjer tekmujejo družinski zdravnik, pa kdorkoli, znana osebnost ali pa tudi specialist. In potem se tekmuje, kdo je bolj spreten, kdo je bolj znadljiv in nekako vedno zmaga družinski zdravnik. Tada Nizozemci imajo to bistveno boljše plačano. Na Portugalskem recimo zaslužijo precej manj, pa morajo delati še v nekih takih privatnih ustanovah, da se izboljšajo plače, tako da kombinirajo, da si nekako sestavijo plačo.